Dobrodošli, Peter Ramaš. Dobar dan. Hvala, ker ste se odzvali in prišli danes sem. Z veseljem. Kaj vam pomeni poziv v gosteh nam? Ste le prvi sogovornik, s katerim začenjamo serijo intervjujev klubskih legend. Ja, ne morem verjeti, da sem bil poklican. Po drugi strani pa je lepo od kluba in mislim, da bodo tudi to nadaljevali. Se mogoče spomnite prvega gola v dresu Olimpije? To pa ne. Ker je že dolg čas nazaj. Ko sem prišel iz Trbovelj v Ljubljano leta 1976. Bolj veste, koliko let je to nazaj. Zelo dolgo. Tako da težko bi se spomnil, kdaj sem dal prvi zadetek. Jih nisem dal ogromno. Jaz mislim, da sem jih dal okrog 20, nekaj takega. To je lepa številka. Ja, koliko sem tekem odigral, ne? Čez 200. Ja, 300, skoro blizu, ja. Je to malo, ampak imel sem pač tako pozicijo, da več sem jih pripravil, kot pa dal. Ker je pa tudi lepo, da pripraviš gol. Kaj je Olimpija v Sloveniji in Jugoslaviji pomenila nekoč? Ja, dobrodošel klub, to je bilo vse posod, kamorkoli, je to Bosna, je to Srbija, je to Hrvaška. Tepli so nas mačke, moram reči pošteno. Sodniki so to tudi odobravali, tako da je bilo vedno težko igrati v zunaj. Doma že nekako, no. Saj reševali smo se doma več. Tako da je pa res, ne, da ker igra se za publiko, se igra, jaz pravim, ne. Vedno za medije, pa zato se igra nogomet. In takrat se je igral za medije in takrat se je tudi publika, je bilo vse posod. Tudi, ko smo igrali s Crveno zvezdo eno leto v Beogradu, je bilo 25,000 ljudi. Ne? Nismo mogli verjeti, ne? Ali pa v Splitu. Hajduk ima vedno veliko gledalcev. Ne? Pa najbrž je tudi veliko naših prišlo tja gledati tekme. Ja. Ste mogoče še danes v stikih s soigralci iz časov, ko ste bili pri Olimpiji? Moram reči, da ko pridem na tekmo v Stožce, se mogoče s kakim srečam vidim, drugače pa ne. Mislim, zelo malo je takih, po moje, ki imajo še kar danes kontakte med sabo. Kaj pa mislite, da bi postali, če ne bi bili nogometaš? Težko bi povedal, kaj bi. Bil sem iz Trbovelj, sem naredil šolo, kovinarsko, šel v službo, po mojem bi tako tudi končal dol. Igral bi za Rudar iz Trbovelja, ker sem že takrat ko bil. Mislim, da drugače ne bi prišel. Vse sem imel veliko srečo. Smo igrali prijateljsko tekmo z Olimpijo v Trbovljah in sem jaz igral takrat za prvo ekipo. In je rekel, da ne pridem v Ljubljano, da gremo z njimi z mlajšo kategorijo do 21, kako je danes v 21, ne? V Italijo na en turnir, ki je zelo močen, Barcelona, Bayern in tako naprej, vsi so bili, ne? In samo dva sta lahko bila starejša od 21 let. In vi ste med njimi sem bil jaz, pa kolega Šišić, se imenoval, ki je igral za Olimpijo. No in sem šel dol, igrali smo 4 tekme, v polfinalu smo izpadli, v finalu smo izgubili z Barcelono 2-1 in sem bil proglašen za najboljšega igralca turnirja in za najboljšega strelca turnirja. Res? Sem vprašal, katero nagrado naj vzamem. Dve ne smeš, ne? Kaj ste vzeli? Dve, ja, kot najboljši igralec, ne. Vrhunsko. Ker to je težje kot pa najboljši strelec. Mislim, zame je to težje. Lažje daš gole, kot pa da si skozi na takem visokem nivoju, kot sem takrat bil. No in to je bilo znak, da sem prišel v Ljubljano, leta 1976.
Kdo pa je za vas najboljši igralec Olimpije v zgodovini in zakaj? Ja, da ste že ena 20. novinarka, ki to me vpraša, vedno bom dal isti odgovor. To je bil moj brat. Vili. To je bil moj brat Vili. Zdaj, seveda Vili je starejši od mene 7 let. Igral sem skupaj, sva igrala z Olimpijo. Moram reči, da tak občutek, kot je on imel za žogo, občutek za udarc, za vse, nisem še srečal. Božjega igralca za Olimpijo pa sploh. Mislim, vse so bili, marsikdo, pa so bili reprezentanti. Recimo v tistem času, ki je bil Vili, je bila Jugoslavija. Yeah. Jaz sem bil tudi v Jugoslaviji, jaz v Sloveniji nisem igral nikoli slovensko ligo, edino v Trbovljah, ampak to je bilo, ko sem bil star 18 let. Yeah. Takrat nisem mogel biti reprezentant. Jaz se spomnim samo enega trenutka, ki je Aca Obradović, en doktor Aca Obradović, leta nazaj, takrat, ki je bil Vili v Ljubljani, ne v Ljubljani, še v Trbovljah, ko so prišli po njega v Trbovlje. In Miljan Miljanić, selektor državne reprezentance Jugoslavije, pa trener Crvene zvezde. Yeah. To so prišli, pa Peter Žagar, direktor Olimpije, so prišli z avtom iz Ljubljane v Trbovlje po Vilija, da bi igral za Olimpijo. Wow. Z Olimpijo, ne, pardon, je že igral za Olimpijo, ampak kratek čas, da bi šel v Crveno zvezdo. Kako to, da ni sprejel? Moj brat je prevelika ljubezen, bil je tudi zaljubljen takrat v eno dekle. Tudi to je verjetno kaj pomagalo. Ne? Ampak nekako je pol ostal v Olimpiji. Če bi on šel v Crveno zvezdo, garantiran. Ker je tudi Miljan Miljević, jaz sem bil zraven, sem bil star, koliko sem bil pa star, jaz takrat 7 let sem bil mlajši, on je bil pa nekaj čez 20, 15 let recimo. Jaz garantiram, da bi on bil v reprezentanci, ker mu je tudi Miljan Miljanić rekel. Yeah. Vili, imaš broj zagarantiran. V Crveni zvezdi in v reprezentaciji. Wow. Težko je takrat bilo, ali pa malo z muti vode, pride do reprezentance. Ne? Danes jaz mislim, danes je veliko lažje v Sloveniji, da igraš 5-6 tekem dober, pa si zraven. Ne? Ja, včasih je bilo veliko težje. Včasih je bilo drugače, definitivno. Kaj pa počnete danes? Danes, kar moram pošteno povedati, da sem se kar oddelil od vseh in medijev in soigralcev, bivših mojih kolegov. Imamo eno ekipo, ki se skupaj dobivamo, pa hodimo v Italijo 2-krat na leto, po en teden. Slovenski del Italije, no? Mislim, slovenski del. Drugače pa se srečujemo, vidimo se tako, kličemo se, drugače pa drugih, dobro, pa Vilija, ne, seveda, soprogo, drugače pa slabo. Narobe, ampak vem, da je to narobe, ampak pač kaj tako je. Kaj pa pomeni biti legenda Olimpije? Legendo ustvarijo gledalci. Kar se mene tiče, mislim, da te prave legende so tiste, katero sprejmejo gledalci. Prej kot klub. Ja. Klubu smo vsi enaki v končni fazi. 11 igralcev je, prvih pa 5 rezerv, pa tako naprej. Ja. Ampak mislim, da gledalci ustvarjajo te prave, res legende. Vi ste sigurno ena takih. Ja, hvala. Kdo od nogometašev Olimpije pa vam je trenutno najbolj všeč? Moram reči, da zdaj, ko sem bil v Ljubljani, ta fant, ki je dal gol, kako je že?
Ki dal gol, ok, 1-0 smo zmagali, Slovenci tudi. Urbančič? Urbančič, ja. Jošt, ali kaj, ne Jošt. Jošt. A je Jošt? Ja, je Jošt. No, zelo lepo igra nogomet, fair, res. On je čisto zdaj. Ja, ni Sveže. čisto nov, ne? Sveže na sveže. Ja, to sem bil kar presenečen, ne, ker recimo, ker nisem prej videl. Poznam. Zdaj pa še za konec eno anekdoto iz vaših časov, ko ste bili pri Olimpiji. No, bom povedal. Prvo leto, ko sem postal direktor, leta 1991, smo bili prvaki, smo igrali z Milanom, Ligo prvakov. Ne, prvo v Ljubljani smo izgubili, potem smo šli pa v Milano. In pridemo na stadion, pogledamo travo, katastrofa, smo rekli, kako je ta zgala. Pa so rekli, oni nič se skrbeti. Odpremo mi za golom, tako sem prej govoril, odpremo za golom, ta trava gre kompletno na kolesa, pa ne vem, kako to naredijo. Tudi gledali nismo pol, ker so to delali. In ga ven odpeljejo, pa noga noter, noga, ki začnejo pa travo drugo tam vzumno delati, in to dvakrat na leto. Enkrat na leto zamenjajo travo. In imajo skozi čudovit stadion. Trener Milana je pa rekel za Olimpijo, za Bežigrad, ne Klele. Tisti star stadion, ja. Star stadion. Boljše trave, pa boljega kot igrišča ga ni. Prav, ga ni v Evropi, kakor je vaš. Res pa, da tribune pa to, se bo malo staro, pravijo. Lepo, hvala, ker ste prišli. Hvala tudi vam.